V naslednjih minutah pa boste, drage mame in očetje, babice in dedki, dobili dokaz, da lahko tudi vaši otroci zelo dobro kuhajo. To dejstvo vsako leto znova osnovnošolci potrjujejo na tekmovanju imenovanem Zlata kuhalnica. V studiu pozdravljam Milito Zafošnik iz Štajerske turistične zveze, mentorico in dijaki iz osnovne šole Toneta Čufarja ter mentorico in dijaki iz osnovne šole Majšperk. Dobro jutro želim vsem skupaj. Dobro jutro. Lepo. Kuhanje pri mladih, pri otrocih, pri osnovnošolcih je navdušenje? Ja, zelo veliko navdušenje. Učenci zelo radi primajo za kuhalnico in so tudi postali neverjetno spretni. Ugotovili smo na letošnjem tekmovanju, da jim je tudi higiena postala zelo blizu, kar smo prejšnja leta opazili, da je nekoliko zapostavljeno bilo. No, se pa vidi tudi, da si mentorice zelo prizadevajo, ne? Da si prizadevajo in da res pridejo s tisto odgovornostjo na tekmovanje, kar seveda jaz zelo cenim. To bo že, letos poteka že peto tovrstno tekmovanje. Peto, ja. Iz regije pa na Ja, najprej smo imeli širši 2 prostor. leti na regiji, ker sem jaz predlagala na Štajerski turistični zvezi, da bi imeli to vrstno tekmovanje. In smo najprej 2 leti počeli to samo v Mariboru na Srednji šoli za gostinstvo in turizem, potem smo pa projekt razširili na vse ostale srednje šole za gostinstvo in turizem, prisluhnili so, tako da se vsako leto sreča vsaj 80 do 90 šol. Mislim, da je res projekt dobil svojo vsebino in svojo vrednost. No, poleg tega pa seveda nam je uspelo, da smo pred 3 leti začeli tudi sodelovanjem na torej preko Obrtne zbornice Mariborske, pa preko Turistične zveze Ljubljane in pa preko te... Gledam, razširili ste. Ja, razširili smo in tako, da vsako leto potem učenci pripravljajo in se pomerijo v tekmovanju v turistično-gostinskem zboru. Letos bo v Radencih, lani bil v Čatežu, predlani pa je bil v Kranjski Gori. In določite seveda najboljšega, da še zdaj malo potipamo mentorice, ki se ukvarjajo direktno v šoli z otroci. Kakšna pa je vaša izkušnja? Radi kuhajo? Iskreno čisto, če poveste, ko jim poveste, danes bomo pa kuhali. Jaz sem rekla takole, učenci zelo radi kuhajo in pripravljajo različne jedi, še raje mogoče pečejo, ne? In kot dokaz lahko rečem, da je tudi ta ekipa punc, ki je danes z mano, da znajo pripraviti čudovite, dobre in zelo okusne jedi. Moramo omeniti seveda, da smo povabili v studio 2 najboljši ekipi v kuhanju na tem okolišu. Kaj ne? Se lahko pohvalite s tem, vam je v ponos, dekleta, povejte. Velik ponos nam je to, ja. Kaj ste morali takrat skuhati, da ste zmagali? Pravzaprav smo pripravljali štajersko kislo juho, oni 2, in jaz sem pripravljala pohorsko omleto. Kaj pa najraje narediš? Najraje neke preproste jedi, ki jih imamo vsi radi. Kdo boljše kuha pri vas doma? Ali pa ne bom tega spraševal. Vprašal te bom, kdo te je navdušil za kuhanje? Moja mama, ker vedno rada kuha, pa tudi babi malo. Kdo pa najboljše kuha? Mami pa babi. Mami in babi? Ja. Oče? Ne. Niso, moški niso za kuhinjo. Zanimivo se mi zdi, da danes ni nobenega fanta v naši srednji. Bi lahko morda kakšen komentar na to, da... Smo imeli 2 leti tudi fante, oziroma... Pa se nismo ujeli. Nismo se ujeli. Fantje bi radi prevzeli glavno besedo, punce se pa ne dajo. Ne dajo se, ne? To so ta leta. Kakšne so pa vaše? Vi ste pa bolj mestna šola? Mi smo mestna šola, s tem, da smo lansko leto imeli fanta, ampak ker 9. razredi ne tekmujejo, samo 8., 6. in 7. Tako da letos ga ni, ne? In ta tudi fant bo šel na gostinsko šolo. Pa ga tudi ni za tukaj. Mimogrede, vi ste mentorica krožka kuhanja, torej prav krožek obstaja. Jaz sem mislil, da se vedno to dela med gospodinskim in pri našem krožku je 10 otrok in izbrali smo pa najboljše in katere so tudi dokazale s tem, da bi poudarila, da Patricija je že pa 2. leto tekmovala letos. Kako so se morali dokazati v kuhinji? S čem?
Kako se z hitrostjo, higieno in spretnostjo. Pa kdo najboljše pomije posodo? Tako. To tudi spada zraven. Kateri del v kuhinji je najmanj prijeten? Pomivanje posode in čiščenje. Kaj pa najraje skuhate, punce? Jaz rada pečem sladice. Recimo katero? Mafine. Kaj si nazadnje naredila? Mafine. Ja. Jaz sem ti pomagal malo, ne? Navdušenka nad kuhanjem vidim. Ja, zelo. Tudi doma takšno veselje in volja do tega? Ja, z mamo skupaj kuhamo doma skoraj vsak dan. Zelo rada kuham tudi, ne. Ja. Misliš, da je to v redu, da poveš, da tako zelo rada kuhaš? Potem boš to morala početi ne vem kako dolgo. Ja, jaz rada povem, da kuham. Tudi prav. Kakšna bo tvoja življenjska pot? Kakšna bo srednja šola? Kje bo? Za zdaj sem se odločila za turistično, gostinsko. In dalje bi pa potem še šla na kako višjo, še mogoče kako izobraževanje v tujini. V nadalje pa želim odpreti svojo restauracijo s 3 Michelinovimi zvezdicami. Mogoče bomo tudi z Aniko imeli kako slaščičarno skupaj. Prav, jaz sem v bistvu šokiran, frapiran. Smeli načrti, ne? Ja, zelo. Ambiciozni. Prav za pozdraviti. Zdaj pa je, drage gledalke in gledalci, čas za nagradno igro. Ja, pod tokratnih 9 pol pa smo skrili fotografijo hrane, ki je zelo hitro pripravljena, to pa tudi pomeni, da je relativno nezdrava. 09936 je telefonska številka, nagrada za pravilen odgovor pa je kolekcija naravnih kisov Matejev podjetja Apis Vita. Nekoga že imamo na telefonski zvezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Pozdravljeni, vaše ime? Marija. Marija, povejte številko polja, ker se nam odi, bomo zelo hitri. 5. Številka 5. In ko spreden se odpre, ste navdušeni nad temi mladimi, kako kuhajo? Ja, sem. Lepo, ne? Bi vi tudi imeli kakšnega, da bi pomagal, ne? Tudi kdaj. Kaj je to? Pomfri. Pomfri! Pravilen odgovor, kolekcija naravnih kisov Matejev podjetja Apis Vita je vaša. Povejte mi še samo na hitro, kaj najraje skuhate? Vse sorte različno. Vse sorte različno. Ste lahko bolj specifični? Ja. Sem vas dobil? Kakšne stvari na žlico, kakšen ričet, pražen Mož pomaga, slišim. Ja, vse sorte. Ja, nagrada je vaša, hvala. Lepo se imejte. Ja, enako, hvala. Nasvidenje. Srečno nasvidenje. Zdaj nam boste pa osnovnošolki osnovne šole Majšperk zaigrali še en skeč o kisli župi. Izvolite. Ja, veš, Malika, ko ga pa naš da kdaj pa kdaj na zob, mu jaz kuj kislo župo skuham. Pravi, da še vola postavi na noge. Pa ni hudič, da ne bi še tvojega. Ja, samo kaj, ko je tolikokrat nuca, da mi je že zmanjkalo pa parklov, pa svinskega repa tudi več nimam. Ja, pol pa skaj ga plečeta, skuhaj. Ja, veš, malo se mi zdi škoda, smisla za otroke počparati. Ma kaj bo škoda? Lepega dneva tudi ni škoda, da ti det notri leži. Pa tebi tudi ne bi škodila. Kisla župa je košta, ko pa še za fruštik, pa za južno, pa za večero, pa na konc pojedne. Ko pa ti zmanjka mesa, pa ti povem, jo skuhaj, ko iz krompira. Vse imaš prav, vse tega tak otroci nimajo radi, ne vejo, kaj je dobro, samo tisto pico, pa bo fribi jeli. Micka, če imaš čez kako uro kaj cajta, pa pridi ti kaj k meni, imam dober recept, pa kafe ima spile. Pridem. Ja, tako, odgovor, če ga rabite, kaj skuhati danes pa pol dne. Kisla župa. Hvala vsem za obisk v studio in veliko sreče na državnem tekmovanju. Naj zmaga najboljši. Hvala lepa. Ja, to je bilo za danes vse iz mariborskega konca. Še preden pa rečem dokončno srečno, ne omenim tudi spletni naslov www.tvmb.si, kjer lahko najdete vse vsebine, ki ste jih morda zamudili. Srečno!